Prišli so iz 7 držav, da bi spoznali Ptuj tudi skozi oko kamere. Pod znamko EPK sta Center interesnih dejavnosti Ptuj in Društvo zaveznikov mehkega pristanka iz Krškega poiskala dovolj zanimive teme. Predtem sem bil menda enkrat v času osnovne šole na Ptuju, tako da mi je to res taka neka fascinacija, ta Ptuj. Vse skupaj, sploh če primerjaš z Krškim, čeprav je recimo nekje podobna velikost mesta, čeprav tukaj Ptujčani rečejo, da je cel kup nekih stvari, da umira mesto, tako da lahko, če primerjam Krško in Ptuj, je Ptuj še zmeraj nekje boljši. Je pa nažalost res, da se tukaj dogaja neke spremembe, kot marsikje drugje, tako da mogoče res Ptuj ni v tem nekem v obdobju nekega razcveta. Različne snemalne ekipe so se tako razpršile po mestu in okolici. Moja vloga sicer tukaj je kot avtorica projekta in v bistvu polinkala sem vse domačine s temi Ptujčani in jih soočila z ptujskimi temami, se pravi situacijami, ki jih je vredno spraviti nekako v film oziroma v dokumentarni film. V ekipi je bil tudi Parižan, ki je okrog 1 leto živel na Ptuju in ga dobro pozna. Dobro pa pozna tudi sodelovanje s Slovenci. It's hard to get the money, but it's not hard to work. The main problem is the money. Working is all right, no? But then it gets complicated after. No? But the work itself is really good, no? It's really easy. I mean, I'm lucky enough that I'm from abroad, and because Slovene people they don't like to show a bit or to stand out. Then I do crazy things, and so Slovene people ask me to work for them because they say, oh, it's normal, he's crazy because he's from abroad, no? So I have the excuse. Sicer pa se mi zdi, da tudi Ptujčani pridemo na svoj račun v času pustovanja na Ptuju. Takrat ponavadi smo vse to, kar čez leto, vse tako pravijo ljudje, da smo to, kar čez leto ne upamo biti. Ena od glavnih značilnosti dokumentarcev naj bi bila objektivnost. S tem se srečujemo tudi mi, novinarji na televiziji. Koliko so lahko pravzaprav dokumentarci še objektivni? Vsakič, ko nekaj takega ustvarjaš, seveda se trudiš, da ne bi zdaj s tem nekaj izkrivljal preveč, ampak kakorkoli, če si avtor, je to nek tvoj subjektivni pogled tudi noter. Tle bolj mogoče, kot ta neka objektivnost, se mi zdi, je pomembna etika, da vsem, ko ustvarjaš, da slediš, da ne boš nekoga postavil v neko tako situacijo, v kateri se ne želiš sam biti, in pa da je tukaj res gre za nek s tvojim protagonistom, za nek medsebojni dogovor. Mi tako včasih razložimo tem mladim, dajte tako posnet, da ko bojo oni to pol gledali, da bojo tudi oni zadovoljni, ne pa da bojo razočarani, jezni. Ne bodite pa jezni in razočarani nad našim Parižanom, ki trenutno živi v Ljubljani. Maribor mu namreč ni všeč, ker je dolgočasen. I'm sorry for people from Maribor, but I really don't like Maribor. It's a weird vibe. Only for Lent, maybe it's a little funny. Lent festival. Although people like this, so... Ptuj pa Ljubljana, Novo mesto, rad imam Celje, ne vem, Piran, Maribor. Hvala za iskrenost. Ni zakaj. Vsekakor bi tudi o njem lahko nastal zanimiv dokumentarec, kajti njegov najljubši stavek v slovenščini je: Delam se francoza. Dokumentarci, ki nastajajo na takih filmskih kampusih, že 10 let prinašajo priznanja z mednarodnih festivalov. Ker svoje ustvarjalnosti ne skrivajo, jo lahko poiščete tudi na svetovnem spletu.